Ok, zdaj pa prosim, da pridejo na oder današnji častni gostje. To je neka ožja igralsko-režijska ekipa filma Posledice. In gremo kar po vrsti. Darko Štante, režiser, izvoli, malo aplavza, prosim. In igralska ekipa Matej Zemljič in Timon Šturbej in Gašper Markun. Izvolite. Dobrodošli na odru Kinoteke. Tukaj boste imeli dva mikrofona, imate, mislim, da bo tehnik vam vklopil, če vam ni že, malo si boste podajali, ampak se bomo znajdeli. Ok, zdaj pa sam na začetku pogovor bo itak bolj o vašem delu skupaj, pa kako ste se pripravljali na ta film in ga tudi uspešno posneli. Bi pa, prioritete, vidiš, bravo. Bi pa mogoče sam preden gremo na to, Darko, tebe vprašala čisto za začetek, da narediš en uvod, ker to se mi zdi, ta film ni nek klasični primer magistrskega filma, niti ni klasični primer, rečemo temu celovečernega prvenca. To se je začelo kot ideja za v bistvu kratki film, oziroma kako je ta proces šel pri tebi, da si se pač odločil, ti boš se vpisal magisterij na režiji in tekom tega procesa si pravzaprav posnel ta film precej uspešen in z njim magistriral. To je taka malo nenavadna varianta, ampak zelo dobro se je izšla, se mi zdi. Ja, živijo, najprej bi pozdravil vse. Sicer je bilo pa tako, da ker sem delal kot vzgojitelj v vzgojnem zavodu, preden sem se vpisal na magistrski študij, je bila to neka ideja, ki je že dlje časa tlela v meni in sem razmišljal pač o tem tako in drugače. Potem, ko sem se pa odločil za vpis na študij, sem pa pač kot znotraj prijave sem dal nek osnutek scenarija oziroma sinopsisa za kratki igrani film, ki je imel že v izhodišču neke prvine, ki so potem tudi ostale v celovečercu, ampak seveda je bilo to nekaj zelo drugačnega, zgolj nek oris tega, kar je potem bilo. Potem sem pa v bistvu že na akademiji me nekako spodbujal k temu, da bi pa mogoče vseeno razmišljal v smeri celovečerca moj mentor, profesor Zupanič. In tako je. In sem rekel, ja, lej, bom pač sprobal, nekaj napisal, pa da vidimo, kjer smo. In potem se je pač začela zadeva razvijati. Najprej na akademiji, potem, ko smo videli pač, da je zadeva nekako, da ima nek potencial, potem sem pa pristopil do producentke, do Jerce Irič iz Temporame in smo začeli potem nekako skupaj sporedno to razvijati. Tako da je na neki seveda je bil to še zmeraj moj magistrski projekt, a hkrati je na neki točki to postal, se je film nekako osamosvojil od tega zgolj nekega študijskega procesa in je zavzel neko svojo pot in se občasno vrača seveda nazaj tudi v ta študijski proces. Ok, zdaj pa mene zanima najprej, dobro, ta scenaristični proces, pa to boš kdaj drugič povedal. Zdaj me pa bolj zanima ta proces od momenta, ko je bil ta reality check, zdaj pa moram to posneti, ko pač so odobrili film na razpisu. Ti, mislim, da nisi prej imel nobene zasedbe vlog, ne? Potem šele pač si začel o tem razmišljati, ali si že prej razmišljal, ko si prijavil film na razpis, koga bi potencialno zbral za te vloge? Ne, takrat sem že malo razmišljal. Zdaj, čisto od začetka pač ne, ko sem imel kratki film, ne, sploh ne. Potem, ko smo pa celovečerca, pa seveda jaz sem začel, čim smo začeli razmišljati, da bi sploh delali celovečerca, sem začel razmišljati o vlogah in malo čakirati po akademiji, se pogovarjati s producenti, da smo razmišljali tudi o naturščikih in tako dalje. Tako da smo razmišljali o igralcih že prej, seveda. Zakaj se pa nisi odločil za naturščike? Pa mogoče na neki točki je verjetno tudi
to bila opcija oziroma neka ideja. Ampak potem, ko smo imeli pa že castinge, ne, je postalo pa zelo jasno, da to ne bo šlo. Predvsem zaradi pač nekih specifik tega filma, se pravi nekih istospolnih karakterjev. Ne? In čeprav mi smo vedno vprašali tudi na castingu vsakega od teh, ki so se prijavili. Aha, naturščiki so prišli na casting. So prišli na casting in smo jih sprašvali, ne, a bi ti imaš težave na tem področju, gor dol, a bi bil sposoben. Vsi so seveda, ja, ni problema, gor dol, ne, ja. Ampak že, ko so preizkušali te vloge, je bilo to zelo karikirano, ker je bilo pa absolutno pač v nasprotju s tem, kar sem jaz želel, ne. In sem kimal, ja, v redu, ne, ampak potem seveda, ko smo zadevo analizirali, smo ugotovili, da to nikakor ne bo šlo, oziroma da je to prevelik zalogaj za enega naturčka. Ne rečem, da morda ne bi kakšnega našel, ne, ampak se mi zdi, da bi verjetno tudi zahtevali bistveno še več časa, kakor smo ga že itak porabili za to, ne, in bi si v bistvu povečali, ne, v bistvu bi si delali probleme, no. Ja, mogoče tudi za nekoga, ki nima spet toliko izkušenj pri delu z igralci, ti si že delal ene stvari, ampak celovečerni film je vsem bil prvi, verjetno je to tudi malo manjše tveganje, ne, ali kaj, ne vem, tako sem jaz razmišljala. Ok, zdaj pa, kolegi igralci, povejte ta proces castinga, najprej me od vas zanima, kako je to izgledalo, pa kako ste to doživljali. Ti si že prej, oziroma ti si že malo pred tem tudi verjetno to zgodovino ljubezni snemal, ampak verjetno ste prej začeli pripravljati ta film, ne? Glede na to, da je bil to tak akademijski proces na pol, ali? Ja, v bistvu smo pripravili ta film slabo leto, a ne? Tako da se mi zdi, da tam nekje v začetku jeseni ali konc jeseni smo se prvič dobili, je Dare zbral neko ekipo, ki je bila pol tudi v filmu, ekipo igralcev, da smo začeli vaditi, nismo sicer vedeli pač, katere vloge bomo igrali, tudi Dare sicer še ni vedel, ali pa je nekako slutil za nas, kaj bi bili, ampak nič ni bilo fiksiran, tako da smo v bistvu nas je on sprobaval skozi vaje in skozi neke improvizacije, ki so se navezovale na določene prizore iz filma, ampak so bile dost, lahko smo jih peljali v različne smeri, sami izhodišče so pa bili predvsem prizori, določeni prizori iz filma. In potem je on na podlagi tega počasi izbiral vloge. Je bilo pa tudi tako, da smo imeli, da so bile vse vaje snemane, kar nam je tudi zelo veliko pomagalo, saj meni, čisto za nek občutek, da smo vedno v bistvu igrali za kamero, a ne? Ker smo mi na akademiji, nimamo, ne dobimo veliko znanja igre pred kamero, in sem se saj jaz tam zelo veliko naučil, zaradi tega, ker smo vse vaje, ki smo jih imeli, tudi pogledali in analizirali in je Dare povedal, kaj si misli in smo mi povedali, kaj si mislimo. In tako da sem jaz v bistvu skozi to, da sem sebe gledal na vseh teh vajah, ful odnesel enih stvari in ful dobil nek občutek za igro pred kamero. Se pravi, vi ste analizirali skupaj to, kar ste na vajah posneli, a prav razumem? Ja. Pa Dare je v bistvu še analiziral to tudi z mentorji, a ne? Ja. Kako pa je bilo, dajta še vidva, malo razložiti čist, preden ste imeli to, preden ste bili ta zdaj ekipca, ki se je dobila in zdaj si boste razdelili vloge, čist ta proces avdicije. A to ste vedeli, zakaj ste na avdiciji, ali je bilo bolj neka taka splošna zadeva, so bili tam že neke konkretni prizori? Ali? Jaz se ne spomnim zdaj zares, če sem vedel, zakaj je ali ne, ampak videl sem, da je bila avdicija. In pa sem šel na to avdicijo in tam je bil Dare z eno kamero. To ste imeli na akademiji? Ja, na akademiji, in pa nas je spraševal neke osebne stvari in pač drezal v neka področja, ki so ga zanimala. Tipa, če si se že kdaj pretepal, ne vem, o odraščanju v domačem mestu, tako naprej.
Pol pa je, mislim, da dosti hitro tudi sporočil te rezultate in pol smo pa začeli vaditi, ampak tudi še nismo vedeli natančno, kaj bomo igrali. Smo pa dobili scenarij. Pred vajami ste že imeli scenarij vsi, tako da ste vedeli, kaj je zgodba, niste pa še vedeli, kako ste si razdelili. Gašper, ti povej, ti si uletel v to ekipo nekako kot nek napol naturščik, mislim, vse imaš izkušnje, nisi pač bil z akademije, tako kot skoraj vsi te fantje. A ti je bilo malo čuden to na začetku, da si se znajdel tam med samimi sošolci iz faksa? Lep pozdrav še z moje strani najprej. Pa ne vem, jaz sem po moje padel v ta audicijski krog še preden so kastali potem same akademike oziroma študente na GRFT-ju. Kako si pa padel v ta audicijski krog? Ne vem, kako sem. Mislim, prišel sem takrat s kolegom, pripravljala sem se za ta scenarij in ga odigrala in potem kasneje mislim, da je bil pač ta nek drugi krog ali nekaj takega. A ste dobili nek prizor vnaprej že za... Ja, mislim, da sta bila neka 2 prizora, kjer smo pa preigravali to na gor in dol, ampak potem pa, ko sem se pa enkrat znašel v tem ožjem krogu, to, kar sta že prej oba omenila, v bistvu te neke vaje, ker še nismo vedeli točno, kdo, kateri lik igra in smo lahko v bistvu samo pač preigravali in probali razumeti, kaj točno Darjan misli s tem. Takrat sem pa imel to srečo, da sem itak, kljub temu, da nisem nikoli študiral igre, sem bil dosti v povezavi s samim GRFT-jem, ogromno nekih prijateljev in tako naprej, tako da mi smo se v bistvu tudi že odprej poznali. No. Tako da od takrat naprej smo pa začeli s tem procesom. Tako da ni bilo tako čudno. No, ja, nisem padel v nek krog, kjer bi bil pač zdaj popolnoma nepoznan oziroma se ne bi poznali in začeli graditi šele takrat naš odnos. No. A pa ste špekulirali, kaj bo kdo igral, ko ste brali scenarij in zdaj kao, okay, zdaj se dobivamo pa se delamo, da ne vemo, kdo je najbolj primeren za kaj? A ste imeli neke želje ali pa ne vem, špekulacije, kdo bo kdo? Ja. Ja, malo že, ne, valjda itak. Sam jaz vem, recimo jaz ful nisem hotel biti jailer, sem se ful bal tega. Ker je kreten? Ali... Ne, ker se mi je zdela ful zahtevna vloga, tako neki, ne vem, hiter je lahko slabo, sem imel občutek. Pa tudi na začetku je bila ideja, da bi ta vloga pač bila, da bi bil Ljubljančan oziroma bolj subkultura čefur, če lahko tako rečem. Ne. In tega sem se ful bral, tudi tega naglasa, pa to, ja. Ja, ne, jaz sem imel ta problem, da mi res ni bilo jasno na začetku, pač mislim to veselje in vse, ki je prišlo zraven, ampak gremo na ta ožji krog in zdaj v bistvu, Dare, ti si po moje rekel, ko si nas klical oziroma povabil na ta ožji krog, da v bistvu nekako vloge so že oziroma mi smo že fiksno v filmu, ampak zdaj moramo samo še pač razumeti, kdo bo kdo. In takrat sem absolutno, kot po mojem vsak od nas, je probal razumeti, kam zdaj točno Dare cilja, ker med drugim bil še Luka zraven, ne, oziroma te prizore smo, če se ne motim, preigravali. Luka in tako naprej. Osebno sem se takrat postavil v vlogo to, da Dare zdaj mene tukaj malo računa na Luka, se pravi na nekega hašišarja in pa mogoče potencialno... Luka je ta cimer njegov, ne? Ja, tako, Lauro med drugimi, ki je igral to vlogo. In ja, takrat sem jaz nekako se tukaj videl ali pa potihoma upal, da bo mogoče Andreja. To, igralsko, kjer se pač bi lahko jaz v tisti točki postavil, sem pač rekel, ok, zdaj samo te 2 opcije sta nekakor pač ne ta Niko agresiven in tako naprej. Ja, ful je bilo zanimivo to, ker nas je v bistvu več, skoraj vsi, ali ful nas je hotel biti Luka, tudi jaz recimo. Sploh si nisem, niti pomislil nisem na Andreja, da bi igral Andreja, ampak tega Lukata, čisto zaradi tega, ne vem, nisem ga tudi videl pač, tako sem ga nekako videl najmanj problematičnega, tam je tako najbolj tih, sem bil tako, to mi je najbližji po mojem meni. Drugi liki sploh niso to zame, to sploh ne vem. Pa še pol mi je bilo zanimivo, ko sem dobil Andreja, sem bil sam tako, si ti ziher, Dare, da sem jaz za to vlogo. Tako da sem bil tudi na začetku ful prestrašen, ker sem to zvedel, tako da, ja. Ful ste vsi mislili, da ste vi ta priden hašišar. Ok, Darko, daj povej, sam še, preden pogledamo prvi klip, kaj si pa ti iskal?
na audiciji predvsem? A si imel fiksno idejo, kaj iščeš, pa ne v bistvu tako, ok, iščem, vem, da nisi vedel, kam bi koga dal, ampak kaj si iskal pri ljudeh, s katerimi boš lahko delal, kaj si iskal pri njih? Lej, jaz vedno pač iščem predvsem neko energijo. In tle niti ne gre za to, zdaj bi on bil totalno zato, ker v izhodišču je tudi lik Andreja zgledal zelo drugačen, kot je potem fizično zgledal. Ne. In tudi žele. Tako da jaz sem predvsem energetsko hotel začutiti pri igralcih, kakšno energijo izražajo in seveda tudi neke izkušnje, življenjske izkušnje, ne igralske izkušnje, te me v resnici niti niso tako zelo zanimale. Sploh pri fantih iz akademije, ki se mi zdi pač, da so imeli neko tehnično znanje in zdaj, če to lahko uplemenitiš še z nekimi osebnimi izkušnjami pa nekimi osebnimi karakteristikami, ne, da je to. Tako da me predvsem to zanimalo, kakšni so te fantje. No? In zato smo se v začetku veliko pogovarjali. In kako hitro oni v bistvu iz sebe lahko spravijo neka čustvena stanja. Zato smo delali neke take čudne improvizacije, da sem videl zdaj v posamezniku, a to lahko hitro spravi ven iz sebe, ali ne, kako preklapla med posameznimi emocijami in takšne stvari. Tudi predvsem to sem iskal. Seveda je pa zdaj prva stvar, jaz, ki sem, sploh na akademiji, ki sem gledal, jaz sem izberal iz nekega bazena kratkih filmov, začetnih letnikov, pa posnetkov predstav in tako, da sem sploh si ustvaril neko čist nek prvi vtis posameznega igralca, da sem ga sploh povabil na audicijo. In na osnovi tega potem gradil naprej in zelo hitro potem mogel seveda tudi reagirati na to, kaj on ponuja in kam bi ga umestil lahko. Ne. A si še kaj spremenil scenarij, pol, ko si imel zasedbo? Dialoško, absolutno. Scenarij sam po sebi niti ne tako zelo velik, je ostal skoraj isti, kot je bil. Dialoge smo pa zelo prilagajali, mislim, je bilo pa tako. Sploh štajerščina, ne? Pa ne samo to, tudi ostale stvari. V bistvu sem izhajal iz tega, in tudi ostali del produkcije, v bistvu se je produkcija do neke mere, zdaj govorimo o tehničnih stvarih, se pravi DOP in podobno, so se mogli, se pravi, kamera sektor se je mogel v enih stvarih zelo prilagajati igralcu, ne, in je bilo tudi verjetno malo težko za njih in ravno zaradi tega, ker res nisem želel, da se igralec prilagaja temu. Da bi zdaj on točen se mogel na določen moment obrniti, pa pogled, pač ne. Jaz sem želel, da se igralec počuti čim bolj prijetno in da čim bolj svobodno reagira in temu smo tudi potem prilagali. Seveda, zdaj na neki točki smo rekli, ok, zdaj si to naredil the best, ne, zdaj bomo ponavljali, ne, prosim, če lahko skušaš čim bolj isto narediti. Ne. Ampak v izhodišču, ko smo pa testirali stvari, pa vadili, je bilo pa zelo v bistvu prilagojeno igralcu vse skupaj. Govoriš o tem, zdaj, če slučajno kdo ni čist, da ste pač ta proces, ne vem, da bo kamera iz roke, da bo tudi ostrina, pač ostrivec mogel se zelo prilagajati situaciji, da bo snemalec oziroma Rok je verjetno tudi snemal vse iz roke sam, ne? Da bo moral slediti dogajanju. Pri tem, da sem itak želel, da je dejansko čim bolj iz roke, ne? Mogoče bi si še bolj želel celo. Se pravi, da je dejansko kamera na rami, pa gremo, ne? Se pravi, brez nekih pripomočkov, nekih gimblov in podobno. Ker to je bil že v osnovi je bil koncept takšen, ne? Zdaj pa seveda, verjetno Avstrijec, če bi bil zdaj letle, bi me preklel, verjetno parkrat, ne, zaradi tega, ker je imel res težko delo, loviti in je bilo težko, zato ker na momente so pač igralci mogoče v enem momentu začutil nek rahlo drugačen impuls, se je obrnil narobe, ne, in je mogel Avstrijec ga loviti, kakor ga pač je ulovil, ne, in je bilo to težko, ampak jaz kljub temu nisem hotel zdaj urgirati pa prilagajati to, ker se mi je zdelo, da je to bolj pomembno, da bo večja teža to. Zdaj, če za en moment pade ven iz fokusa, se mi ni zdelo toliko pomembno, kakor to, da igralec naredi čim bolj pristno to, kar dela. Pa da jih ne omejuješ preveč s temi tehničnimi... Tako je. Ok, a si pogledamo prvi odlomek? Zdaj, odlomki so ful kratki, po moje se nam ne splača zdaj hoditi v publiko pa nazaj. Ti pa lahko. Imaš minuto pa 20 sekund ali nekaj takega. Ok, klip 1.
Kaj je bilo za vas največji šok? Okay, ti si prej že bil, malo si se po moje ufuril, ko si snemal Zgodovino ljubezni. Vidva na nekem malo večjem projektu, v bistvu je bil to prvi. Kaj je bil največji šok za vaju, ko sta se znašla na tem snemanju? Ali pa največ nekaj, kar sta se morala navaditi? Mislim, jaz sem že snemal ene stvari predtem, ampak je pa bilo prvič, da je tako obsežna vloga oziroma da je toliko snemalnih dni. Ne? In pač točno to, da je to nek maraton, da to traja, da moraš vsak dan znova pripeljati stvari do določene točke, paziti na kontinuiteto pa te zadeve. Moram reči, da v bistvu je bil ta prizor mi največja težava. Lih zaradi tega posledično, po mojem. Ne vem, ker smo bili že tudi zmučeni, utrujeni in tudi vsak dan, ne vem, zjutraj ob 6 nisi mogoče toliko ready. Pa vem, da so imeli en pogovor z Daretom, ki je prišel do mene in rekel, stari, to ni. Jaz rekel, ja, vem, kaj pa ne naredim, rekel, ne vem, stari, sem to ni. Zbud se! In ja, in pol se je nekako naredil. Pa, ja. Isto. Ne, ja, mislim, ne, ravno ta ohranja to neko konsistenco, v smislu, film ni bil sneman logično, kronološko, kar pomeni, da smo mi mogli vse te neke čustva, sploh pri Andreju oziroma Mateju, je bilo to pač po moje res velik izziv, ohranjati oziroma se postaviti tisti dan pri tako dolgem projektu, ker smo imeli vsi v bistvu Matej največ, midva s Timonom preko 20 snemalnih dni, se postaviti tisti točno določen dan po dispoziciji v določeno situacijo, ki jo moraš pač pol odfurati. No. To se mi zdi, da je bil največji izziv. Sem pa tako kot Timon tudi že prej snemal, no, se zavedal, kaj pomeni v bistvu snemanje nekega celovečernega filma. In, ja. A ste si delali kakšne zapiske tako na robu scenarija? Kaj je bilo v uni sceni prej ali pa pol, tako, ko ste snimali, ste imeli kak sistem za slediti? Ja, jaz sem si kar naredil, no. Mislim, tako je bilo kar popisan scenarij. Naredil sem si, ja, v bistvu čist za vsak prizor, pač sem si naredil, v katerem dnevu se dogaja, pa koliko časa sem že v zavodu v vsakem prizoru. Predvsem to, pa kakšne stvari tako, ne vem, če smo posneli en prizor, sem si pol napisal neke občutke, ki sem jih imel, zaradi tega, ker sem pa naslednji prizor snemal čez 2 tedna, tako, take stvari. Cool. Janič, Darko, malo smo te spustili, poglejmo drugi klip, pa boš pol kaj povedal. Klip 2, prosim. Aha, ajmo dela. Tipični primer prizora, kjer v scenariju piše tako 3 stavke in se ti zdi, to bomo pa sneli v pol ure, ampak v bistvu je to osrednji prizor v filmu za mene. Mislim pa moje, ne vem. Se mi zdi, da te prizori včasih, ki nimajo dialoga, so varljivi po tem, da to je v bistvu simpel ali pa nekako, kaj pa vem, ne toliko pomembno, v bistvu je pa to ključen prizor, ne? Ja, se strinjam. Mislim, se ta klip sem izbral, v bistvu prejšnji klip sem izbral zaradi tega, ker je Timon povedal, ne? Se pravi, to je klip, s katerim recimo, da je bilo to pač nekaj optimalno, kar se je dalo potegniti ven iz njega, ampak pač je bilo, kakor je bilo, ne? Ne, se Timon se zaveda tega, ne? Se je povedal, tako da, ampak pri snemanju je pač tako, ne, da na neki točki pač, ne vem, verjetno te lahko zmanjka, ne, si utrujen, si že vse vložil noter, ne, ali pa se zbudiš z levo nogo, ne, in narediš tehnično lahko stvari v redu, ni pa tiste energije not, ne, in to je bil problem v bistvu prejšnjega prizora, ne, zato smo ponavljali in smo naredili ogromno nekih takov. In se mi zdi, da na koncu, vsaj to, kar smo potem ven dobili, ne, da je bilo dobro, ne, ampak predtem smo pa poskušali, ne, in on je tehnično sicer dobro opravil svoje, ampak ni to, kar začutiš, ne. Predvsem jaz sem pač vedel, kaj hočem in vedel sem, da tega nočem.
Mi je pa zmanjkalo tudi že nekih idej, kako ga pripraviti do tega, on sam pa tudi ni vedel. Ne? In sva bila v nekem, ne vem, Lerlaufu. Ampak kakorkoli, zadeva se je rešila. Ta prizor je pa ja, to je pa v bistvu ta obvezen prizor, ne, brez katerega filma ne bi bilo. In je v bistvu film, je prizor, na katerem pride do preobrata, tudi ne, v zgodbi. In je bil zelo pomemben. In kot si rekla, ne, v scenariju to ne obsega prav veliko, ne pač napisan, da ona dva dvigujeta te uteži, ne se gledata malo in pride do neke iskrice ali kakorkoli, ne. Zdaj pa to naredi. In je bilo težko. Ne. In zdaj, zanimivo je tudi pri samem snemanju, ko smo to snemali, smo imeli vsi nekako občutek, da imamo že ogromen tega materiala, ne, in se je snemali, ne. V resnici sploh ni, ne, zato ker smo v bistvu v montaži, po moje, sva Saro do zadnje sličice porabila material, da je tako zmontiran, kot je, ne, da je nekako vsaj približen tako, kot smo si predstavljali. Ne. In sploh ni dolgo, ne. Tam se ti pa zdelo v bistvu, da snemamo, pa da se imamo že dosti, smo že vse videli, ne. Pa ni čistko. Ja. Ja, sploh nam se je zdelo, da že snemamo, ko smo se štemali od zadaj. Ne. Čeprav smo imeli že vaje, pa smo tudi poskusili te zadeve, pa tudi Darje je 100-krat rekel ne preterati, pač raje na pol. Ampak ne vem, se mi zdi, da smo igralci pač taki, da pol hočeš vse čim bolj zares in čim bolj do konca, sploh pri takem filmu. Mi je pa bil en ljubših prizorov, drugače ta zaigrati, pa mogoče lih zaradi tega, ker je na papirju tok. Pa znotraj tega, pa kaj se še vse lahko razvije in odigra. Pa zmeraj je fajn, ko nekaj s fizično akcijo lahko poveš, ne? Tako. To sem samo še hotel reči, da ne vem za vajo, ampak jaz sem se zmenil za fake uteži, tako da, ko so spraševali, a bi vi za resne uteži, vem, da sta bila videti tako, ne, mi dva bo to komoti, sem bil pa tako, ne, ker fake, ker sem vedel pač, da smo snemali to pol dneva, ta prizor. Jaz sem itak samo totalno z 10-kilskim benčom, tako da nisem imel problema. Ne. Gap je edini, ki te pravi uteži hotel, ne. Veš, jaz pa delam po metodi, pol pa... Se pravi, Švic ni bila maska. Tudi maska. Mogoče sam pri tem prizoru, meni je ful zanimivo, ne vem, zakaj to nismo, ali to je taka skrivnost, ampak mi smo šli na eno tako tesno snemanje in točno ta prizor, ker Darja, ti se vedno pravo, to je najbolj pomemben prizor v filmu na nek način, ne. In ravno ta prizor smo šli snemati enkrat že prej, ne vem sicer kam točno, nek fitness, ki ste ga zrihtali, ja, in tam smo že probali ta prizor zgraditi, ne, in pol v bistvu filmu je, ja. Po mojem smo delali ful okrog tega, no. Tam smo vajo pač posneli. Pač tehnična vaja je bila. In ne vem, če ni bila jih tehnična vaja, ampak je bila vaja v bistvu za moj študij. Ker sem pač mogel to vajo narediti in sem naredil neko vajo, je pa zelo prav prišla zaradi tega, da smo videli, kaj ne funkcionira, ne? V smislu relacij med vami in tako naprej. Oprosti, to je bilo v fazi, ko si že imel zasedbo, ko si že vedel, kdo je kdo. Niste pa še zdaj se pripravljali za res na snemanje, to je bilo v fazi predprodukcije, dosti zgodnji. Ja, mislim, to je bilo, ne vem, koliko je, 3 mesece pred snemanjem in smo tudi, ko smo iskali fitness primeren, da bi bil ok, da bi se nekako tudi z ostalo scenografijo, da bi se skladil, ne, da bi nekako šlo skupaj. In smo pač iskali in plus, da smo preizkušali tudi, ja, kako bomo zadevo posneli, ne, in kakva bo relacija med igralci, zaradi tega, ker je relativno malo igralcev bilo v tem prizoru, pa je vse in treba narediti zanimiv, da lahko gledamo, ne, da ne postane vse skupaj, ne vem, eterično ali kakorkoli. Kaj ti je bila najbolj pomembna lekcija te vaje? Tega, ko ste za test nekaj posneli, kaj si videl, se spomniš kaj, da je bilo nekaj, aha, to ne funkcionira, a to, kako boš skadriral zadevo, ali to, kako se morajo oni obnašati, ali kako dozirati to? Igralsko, predvsem igralsko, zaradi tega, ker skadrirali smo tam, kolikor se spomnim, zelo v redu, oziroma precej v redu, ni bilo pa te energije med igralci. Zdaj, verjetno tudi igralci sami niso dali vsega iz sebe, sploh se mi zdi, da Matej se je ves čas nekako štopil, dokler nismo šli zares snemati, da je vedno dal tam, ne vem, 80% od sebe, nikoli pa čisto 100%, ne. In nekako ne vem,
Mogoče je tudi, ker ni šlo za res, da so igralci vzeli malo za rezervo, ali sploh ne vem. Ali pa trajali takrat še relativno malo časa, vseeno. Mi, če smo celoten proces, če smo začeli, ne vem, novembra smo to vajo snemali, marca, ne vem, se niti ne spomnim, in smo imeli potem, no kljub temu še zmeri 3 mesece. Jaz vem, da potem, ko sem si te stvari pogledal, 2 prizora smo delali. Tega smo delali, pa tistega, ki je dosti na začetku, ko se Niko pa Andrej stepata tam na Nunmo igrišču zaradi čikov. In ko sem si te 2 prizora potem pogledal, ko smo naredili te vaje, sem bil kar malo depresiven zaradi tega. In sem potem na nov nekako vstopil v to in z neko drugačno ali pa novo energijo, z večjim powerjem, ne vem. Boljš takrat, ko v montaži. Tako je, ja. Tako da smo takrat, ker mi je bilo to, sem bil krno, moram reči, da mi je zabil vse skupaj mal in ni bilo čisto, kot sem si želel oziroma pričakoval. Matej se verjetno še najbolj spomni, ko smo se veliko pogovarjali okrog tega, da ni to, da tako ne more biti. In smo potem na novo zastavili, potem se mi zdi, da smo naprej z velikimi koraki. Ste hoteli dodati še nekaj? Ne. Okay. Jaz bi šla naprej na klip številka 3. Meni je vedno všeč, ko igralci z polnimi usti govorijo, pa ker res je o scenah, res to mi je prav tako ena najljubših zadev. Zakaj si izbral ta prizor? Zaradi tega, ker se mi zdi zanimiv, ker smo ga v bistvu posneli na 2 načina. Ostalih stvari, ali pa večino stvari nismo snemali. Se pravi, smo že vnaprej imeli načrtovan, da bo razkadriran ali pa da ne bo razkadriran, pa gremo. Ne. Ta prizor je bil pa v bistvu je bil razkadriran v nulo. Ne. Ni bil zelo lepo v bistvu, tudi posnet in je funkcioniral tudi dobro. Ampak potem so se pa Saro začela igrati s tem, kaj če bi pa pustila v enem kadru, ker so pa tudi imela kot nek, v bistvu bolj kot ziharaško posnet. Mišljen je bil kot nek master. Tako je. In sva gledala in je nekako ful dobro funkcioniral. In glede na to, da mi je bila nekako maksima, da pustimo, da traja kader, dokler zares ne umre, je ta kader je kar trajal, ni hotel umreti. In v bistvu potem cel prizor v bistvu bil posnet v enem kadru in se mi zdi, da je bila prava energija in da vse štima noter. No. In zaradi tega sem ga pustil in sem ga tudi zdajle zaradi tega predvajal, kako lahko, v bistvu, če bi pokazal zdajle vzporedno s tem še, kako bi bila druga verzija, bi bila isto dobra. Drugače pa ni v bistvu neke prave potrebe bilo potem, da bi rezal vmes. Tako da zaradi tega. Se pravi, tudi vi, ko ste snemali, a ste razmišljali o tem, to bo itak razkadriran, ali to je v enem kadru, mora ritem štimati, koliko ste se obremenjevali s tem, koliko ste razmišljali o tej tehnični plati, ali ste nekako bili razbremenjeni dost? Jaz osebno sem se trudil čim manj, razen tam, ko si pač vedel, da je nujno, da se je. Zdaj v tem prizoru recimo sploh ne. Pa se mi zdi, da se to tudi ful pozna. Se mi pa tudi zdi, da je en prizorov, ki je tudi boljše pisan v smislu dialoga. In da je tudi igran na ta način, da v bistvu podpira dialog igro. Tudi zanimivo mi je, ker se vmes dostikrat ne poslušamo, ali pa kdaj pa se ful. Ker se mi zdi, da je predvsem to dostikrat še tudi v slovenskem filmu, da nekdo nekaj govori, pa ga skozi poslušam, pa ga gledam, ko mi bo zdaj povedal, ne vem, tam je ljub. Ja, jaz pa ne vem, jaz se malo ne spomnim v bistvu čisto točno, ampak se mi zdi, da nisem bil, ali pač, Dare, ne. Mislim, zdaj gruntam, če so bili kakšni prizori, ampak ne. Meni se zdi pač, da ste bili mogoče napeti malo takrat, ko sem začel težiti, pa če je bilo res treba, pa da nekaj ni funkcioniralo, in potem je postalo vse skupaj malo naporno, če res nisem bil zadovoljen s tem, kar delamo, ali pa ne. Kako ste pa ta ritem prizora, a to ste na vajah, ste recimo te vaje, ko ste začeli, ti si ok, zdaj smo določili zasedbo, super,
A ste začeli vaditi prizore in ste že tudi prizore malo ritmično, pa ok, zdaj pa bi bilo fajn, da tukaj malo niste pozorni na to, kaj on govori, pa spet, ali ste začeli vaditi bolj neke generalne stvari, pa graditi odnose, pa ste se pol šele lotili? Mi smo čisto na tem Konkretno. delali. Ne? Mi v bistvu scenarij je na neki točki postal precej irrelevanten in nismo tako zelo delali na njemu. Mi smo začeli na koncu delati v bistvu bolj na scenariju. Predtem je pa mene bolj zanimala pristnost uprizoritve, se pravi neke agresije. In smo delali v bistvu ogromno nekih improvizacij na te stvari, na to temo. Ne? Se pravi, če smo to agresijo, smo delali razne, takve v bistvu improvizacije na to. Če sem hotel neko nežnost, pa pač bolj na to, na neko, žalost pa na to. Ne? In smo delali na te stvari in šele potem, ko so se mi zdele oziroma so se nam zdele te stvari pristne, potem smo preklopili na tekst. Ne? Zato, ker tekst sam po sebi se mi zdi, da sploh scenarij ni bil, oziroma se nobenemu ni zdel prav problematičen. Pri dialogih sem pa itak vedel, da bomo spremenili oziroma da jih bomo pač prilagajali tudi malo igralcem. Se pravi, da bojo prepričljivo povedali in če kaj ni funkcioniralo, smo rekli v redu. Je pa igralec rekel, jaz bi pa to tako rekel, sem rekel v redu, reči tako, ni problema. Dokler je bistvo je ostalo isto. Ne? Tako da smo v bistvu zelo dolgo smo delali na teh nekih čustvenih stanjih in na tem, da smo zgradili lik na ta način. Se pravi, celotno neke plasti tega karakterja, različne plasti karakterja in potem, ko je igralec točen vedel, a pa saj tako bi rekel 99%, ne, potem smo pa šli šele na sam scenarij in na tekst. Ne. Jaz se spomnim, mi smo na koncu, ko smo šli tja v Kočo gor, smo šli en vikend nekam. Ste imeli višinske priprave? Tako rekoč, ja. In mi smo še takrat popravljali v bistvu določene dele dialoga. Ne. Koliko je bilo to pred snemanjem, recimo, tako približno? Par dni pred snemanjem, ne? Dobesedno. Se pravi, in takrat smo šele zakoličili. Seveda smo se s produkcijo nekako dogovorili, da zdaj nekih večjih sprememb bistvenih, ki bi vplivali na produkcijo, ne bo več. Ne? Ampak kakorkoli, se pravi, scenarij se v bistvu in mogoče, zdaj sicer se ne spomnim, lahko da smo celo še na snemanju kakšno zadevo, da smo jo spremenili, bolj ali manj sicer ne, no, ampak lahko da je pa bilo kje, da smo pa ugotovili, da dobro, en prizor je bil itak horor, tako da tist smo celega spremenili, ne, ampak drugače pa bolj ali manj ne, no. Kako pa je bila vam ta, sploh ti, Gašper, ko si ful največji ta težak na nek način, tako skozi malo izziva, ta agresija pa to, ker se noben od vas ni videl v tem na začetku. Kako vam je bilo to nekako potegniti iz nekje postopoma, I guess? Joj, ne vem. Osebno sem imel to srečo, da sem igral že pred leti v Mladinskem Odru Kranj, kjer sem v bistvu imel glavno vlogo Roberta Zuka. Roberto Zuko je nekaj dramski tekst, kjer je v bistvu serijski morilec, hkrati posiljevalec, in takrat sem se prvič srečal z neko ekstremnostjo, ki jo lahko v bistvu pač osebno dosežem, in skozi proces tega snemanja oziroma vaj sem samo pač vzbudil nekako to ekstremnost na nek način. In ja, ne vem pa, klej pa Dare čarovnik ali kaj, da nas je v bistvu ohranjal pred tem. No, pa hkrati, večkrat sem že povedal tudi Timonu, da grejo velike zahvale, ker mi smo ohranjali to neko energijo pred tekom, ki je bila potrebna za to, da smo pač mi ti psihopati, tako zvani. Je bilo res to, ne, pač pred tekom, ne bom nikoli pozabil tega nekega hajpanja, ne, kdo smo mi in kam gremo zdaj, pred akcijo, ne, in takrat je Timon pač vedno bil, a smo psihopati ali nismo, smo, idemo, in to je bilo, mislim, mene je to pač ful ohranjal pri neki tem konsistenci lika samega in tako naprej, no, tako da, ja, pol pa še zraven Dare, ki je še dodal, da zdaj to štima ali pa je preveč ali pa premalo, to je bil nek pol. Mislim, to je pa pol rezultat, ali kaj. V bistvu dosti energije ste lih v to verjetno morali vložiti, da ste se ulaufali pred nekimi temi prizori, ki so malo bolj taki high energy, malo bolj nasilni, recimo. Ne. Zihar, ja. Mislim, energija na tem setu je bila ogromnega pomena, kar se mene tiče, no, in tudi to se je videlo, kako skozi proces vseh snemalnih dni pač
ohranjamo nekako to energijo, bodi si med snemanjem, pa tudi pol, pač, kar se zgodi. Tako, zanimivo. Kdaj si pa ugotovil, Timon, da moraš ti biti ta hype man te ekipe? To ste že na vajah. Ste ugotovili, da se morate zalaufati počasi in da pol to gre? Ali... Ma ne vem, če je bilo na vajah ali pol, pa si ne, da sem zdaj jaz bil sam hype man, ampak tudi Gap pa vsi, no, se mi zdi, da pred samimi takei, da smo iskali neko pač energijo, ki je potrebna za prizor, in jo skušali doseči. Zdaj, po mojem pa, da je na samih snemanjih to pač nastopilo, ko smo ugotovili, da je ful lažje, kot da se zdaj sredi prizora začnemo ogrevati pa dvigovati, da to pač naredimo že pred akcijo. Cool. A si pogledamo, a bi še kdo dodal kaj? A si pogledamo 4. klip? Klip 4, prosim. Ja, Matej Bajda, če bi moral narediti seznam najljubših stvari na svetu, da Podgane niso lih med top 3. Ja, to sem že fulkrat govoril o tej Podgani, ampak ja, imam velik strah pred Podganami, tako da, ko mi je Dare rekel, da najprej je bila mišljena za mojo domačo žival hrček, ki se ga ne bojim, potem je pa prišel na eni vaji na idejo, da bi bila to Podgana in sem jaz takrat kar burno reagiral, da kaj, no ni šans, da jaz ne bom snemal tega filma, če bo to Podgana, kaj, mislim, tako v nekem afektu, valjda. Bolje Dare, prav spomnim, se še rekel, še dobro, da si mi ti povedal, ker mi smo pa tebe hoteli presenetiti, pa ti kar že navaja prines to Podgano, pa da bi jo ti kar imel doma, pa da bi se pač povezala, ne, pa sem bil tako, niti slučajno, ne bom jaz pač imel te Podgane. Tako da ja, potem sva šla k nekemu gospodu, ki si ga ti zrihtu, ne, prek nekoga. In pol je ta gospod meni malo pomagal se približati tej Podgani. Tako da... Ja, se spomnim, ja. Neko... Zbolel si? Ja, to sem pozabil. Ja, imeli smo neko Podgano, ki so jo kupili v trgovini za male živali in ni bila še navajena pač ljudi. In je potem po mojem prvič sploh prišla v stik s človekom ali kaj, ne vem. V glavnem bila je zelo boječa in ko je ta gospod dal meni roko, sem se tako čisto prestrašil, ker je bila ful hitra in prestrašena in je pobegnila je skrila v nek kot v njegovi dnevni sobi in nismo iskali kako dobro uro in to Podgano in potem smo jo našli pod neko omaro in je Dare dal spodaj roko, da jo bo zagrabil in ga je ugriznila. Potem je si zbolel, to nisem vedel, sem pozabil. Ja, pa sem pa jaz rekel, da ne moramo imeti te Podgane, pač če se boji. Pa smo pa neko drugo dobili, ki je bila ful bolj mirna. Fifo, ja. Mislim, Fifo sem jaz to ime. Ne, sploh je ni bilo tako. Ganđaj. Ganđaj. Ne vem, kako je bilo zares ime. A je bilo za Fifa, ne vem. No, v glavnem, ja, pa smo dobili neko bolj mirno, s katero sem se bolj razumel, pa je pol šlo. To je ful dobro, da za prvi film imaš te živali, pa še ne te ta ful pametne, ampak te ta bolj nepredvidljive, kar izziv. Ne, drugače pa, mislim, tudi brez te Podgane v bistvu ni tako simpel scena, ne. Ene stvari se tukaj obrnejo, ki pač nek ta razpoloženje med vama, ki sta kao nastrojena, pa pol nista, pa nikoli ne vemo čist pri čem smo. Kako ste to, a ste to tudi v montaži pol, Darko, malo iskali? Na kateri točki, kaj, kdo, kako regulirati to, ta odnos? Ali ste že na snemanju točno vedeli? Načeloma je bilo to kar že postavljeno, tako da v montaži ne. Smo samo kvaliteto same igre iskali, ampak načeloma so bili odnosi tle, kar so bili že v scenariju tako postavljeni, da smo točno vedeli, kaj želimo. Se pravi, da je tukaj Matej oziroma Andrej pokazal svojo neko drugo, bolj mehko plat, nežno. Želje pa predvsem svojo manipulativno, ne, kako to obrniti, ne, in tako da smo že prej imeli to postavljeno. Se pravi, niste zdaj na snemanju različnih variant probavali, kaj če bi ti tukaj nastopil malo bolj, ok. To ste se že vse pravzaprav na vajah dogovorili te stvari. Ok. Pogledamo še zadnji klip.
5K. Se to je konc, ne? Do sem smo ga. Aha, ok. Lahko kar luči nazaj. Yes. Vemo, kaj se pol zgodi. Ja, ne prav easy scena za tebe, ko si miroljuben človek. Ja, je bilo kar... te emocionalne scene so vedno ful... Mene jih je vedno ful strah na snemanju, čisto zaradi tega, ker jih je ful težko ponavljati. In se mi zdi, da zdržijo, pač saj jaz na tej stopni, ki sem zdaj mogoče pač 2-3 take, pa ne gre več. Tako da sem saj jaz hotel, da se najprej čisto zvadi zelo tehnično, se pravi, da smo zihar, kje se premikam, kje so pozicije, ostrina, pač fotografija in da gremo pol snemat, ker če bomo 3-krat zafrknili, pol 4-tič, ne vem, če bom lahko to naredil. Tako da ja, to. Si hotel še ti kaj komentirati prav ta prizor? Ne, mislim, te zadnji prizori, ko so linearni v filmu, se pravi, so bili za Mateja po moje najtežji prizori, ne? In tudi verjetno za ostale, za nas vse. Vse to smo snemali bolj proti koncu celo. A ste poskušali tako splanirati, da je vsaj nekako približno, vsaj ta končni del bil nekako kronološko? Je bilo nekako na kupu to, ampak ne glede na to je bilo to, se mi zdi, smo bili že vsi ful zdelani, zate je bilo to izredno težko. In potem ta mrtva podgana, ko smo jo dejansko imeli neko mrtvo podgano, pa ta kri, pa vse skupaj, pa ki je bil un prizor, pa z roko, veš, pa ko sem jaz pol bil stand-in in mi je že meni skoraj... A tvoja roka je? Moja roka, ja. Ker si nisem, mislim, nekako me je on pripravljal, pa boš mogel boš pol prijeti, pač mrtvo podgano. In sem že bil tako, ja, bom. In pa je bila že tako in akcija, ker sem na vaji, sem tako neko puščico, ne, sem bil tako, ne bom zdaj na vaji, zares ne, sem neko puščico spustil, pa zares pa tako in akcija. In pa jaz tako, in roka kar ni šla, in tako se bo. In nisem mogel, sem bil tako, šit, ne morem. Tako da je pol Daro skočil. Pa sem jaz skočil, ker sem imela približno isto roko, saj ta del, ne, od zgore bolj nabit bil, tle sem pa, sva bila ista. In je pa že meni skoraj slabo ratalo tam. Zato, ker je bila pa una kri, vroče je bilo noter, ne. Jaz sem malo težave s krvjo in so mi ti zgor namalali, ne, vroče je bilo noter za znoret, ne, zaprt prostor, mudil se je kot pač ves čas, ne. In ponavljati, meni je bilo tudi grozno. Meni tudi je bilo prav vesele mrtvo podgano tam držati, ne, in to je bil, mislim, je bil kar en tak precej stresna zadeva. Je bilo pa dobro narejen, pol kljub temu, ne, vse skupaj, tako da sem vseeno, ne, mislim, pač si rečeš, ok, for the cause, ne. Tako da se splačali. In bom Matej izredno. Pain is temporary, film is forever. Ja. Je pa Matej pač izjemen v tem noter, kako si držal v bistvu to tenzijo ves čas, ne, in si speljal lepo tako, ne samo tehnično, ampak dejansko, da so bile ta čustva prisotna, ne. In dejansko nismo mogli niti ponavljati tokrat, ne. Se veš, to je bil v bistvu edin prizor, ne, ker so se tudi midva čisto distancirala, da je on rabil čas zase in se ga je pustil pri miru, ne, bolj ali manj, da je bil v svoji furki noter, 15-20 minut preden smo začeli snemati, ne. Tako da je bilo kar intens. Tako preden
Zihar boste še vi kaj vprašali? Upam, da boste. Pa vem, da Matej mora ful zgodaj vstati. Pa bi mogoče... skrbim zate. Bi sam, preden vi pa razmislite, kaj boste vprašali, če hočete kaj. Lahko pa tudi pol na žuru vprašate. Sam ne Mateja, ker bo šel domov spat. Ful bi bilo dobro, če bi vsak povedal, glede na to, da je bil to za vas vse 4 prvi en tak projekt, kjer ste imeli res veliko odgovornost. No? Tako, pa plus ta celovečerni igrani film, ta kraljevska maratonska disciplina. Če sam poveste vsi, kaj je neka stvar, ki ste se jo naučili recimo na tem snemanju, ki jo boste uporabili, mogoče še kdaj kasneje, kaj je neka taka zadeva, ki mogoče jo zdaj veste za naslednjič. Ti si, Darko, govoril o tem, da ta razlika med tem, kaj delaš recimo na vajah ali pa pol, ko priješ na lokacijo, pa je pol ta čist neka druga situacija v realnem prostoru. Ja, mislim, definitivno je bil en velik problem pri tem projektu, mogoče celo največji problem je bil pač to, da nismo imeli lokacij prav zgodaj. Tako da kakšne vaje na lokacijah bolj ali manj niso bile možne, ne. In je bilo, jaz sem storyboard delal že predtem, oziroma smo ga delali skupaj s Saro pa z Rokom, z DOP-jem. Sara je montažerka bila. In smo delali že prej ta storyboard, ne, in so bile te lokacije tako malo samo teoretične v glavi, ne, in sem si jaz tam svašta predstavljal, ne. Potem, ko priješ ti na lokacijo, pač vidiš, da ni čisto tako, ne, da to niso neki idealni pogoji, da prostor je ponavadi manjši, kot si predstavljal, ni prostora za kamero, ni za neke manevre, ne. In tako dalje, ne, in je bilo potem treba marsikaj temu prilagajati, ne. Potem probaš mogoče kakšen prizor celo snemati čisto po tej snemalni knjigi, ne, oziroma po storyboardu, in potem pač vidiš, da zadeva ne bo šla, ne, in ti potraplja asistent in ti reče, lej, imaš še, ne vem, 1 uro časa, imaš pa, ne vem, toliko pa to kadrov za posnet, da je pa, lej, mogoče bilo fajn, da kaj združiš skupaj ali pa kaj ven vržeš, ne, in je pač treba te stvari v bistvu že v samih pripravah nekako vzeti v zakup, da lahko, da bo tako še boljše, pa seveda, če ti vidiš te prostore že prej, ne, lokacije, in se dejansko potem tudi snemalno knjigo delaš na konkretne stvari. Zdaj pa verjamem, da včasih pač drugače ni možno, ne, vsaj v tem našem primeru, to tudi zaradi budžeta, nizkega proračuna, ni bilo čisto možno, ne, in smo pač lovili te stvari in je pač bilo, kakor je bilo, ne. In smo se znajdeli, bi si pa želel v prihodnje pač seveda, da sem na te stvari malo bolj, oziroma tudi, če lokacij prej ne bom videl, bom pač vzel to v zakup in si ne bom jaz tam fiksiral stvari, ne, ampak si bom pustil malo več prostora, da potem pač spremenim zadevo na licu mesta, ne. Tako da to je bila recimo ena izmed stvari, ki sem si jih naučil na tem projektu. Ja, jaz ne vem, meni se samo zdi, da to, ful sem bil hvaležen za ta zelo dolg proces, ki je bil, ker smo bili vsi res dobro pripravljeni na celo snemanje. In sem se pač res naučil predvsem to, kakšna priprava je res potrebna, če imaš neko večjo ali pa glavno vlogo v celovečernem filmu, koliko moraš biti res maksimalno pripravljen, vedeti za vse prizore, pač res moraš imeti cel film, mislim, celo svojo zgodbo v glavi, zaradi tega, ker tega ne snemaš kronološko in moraš točno vedeti, kje si, in ne smeš se prepuščati nekim občutkom, ki te bodo preplavili na samem snemanju. Seveda pač, mislim, moraš imeti neko strukturo, ampak seveda se pa prepustiš, pa surfaš z dano situacijo, ki je v tistem trenutku. Tako da, ja, predvsem tega sem se naučil, neke te priprave, hkrati sem dobil ful nekega zaupanja vase, da zmorem ene stvari, za katere sem mislil, da jih ne. Pa v prihodnje si v bistvu želim, če bom delal še kakšne filme, da
predvsem takih poglobljenih študijev, ki so bili pri tem filmu. No. Kar se mi zdi, da je kar redkost. No, mislim, se mi zdi, da se zdaj ful izboljšuje, pa da se ful dela na samih študijih, ampak se mi pa še vedno zdi, da kakšni režiserji niti približno ne vstopajo tako na tak način, kot smo mi. Ja, jaz tudi v bistvu bi se kar pridružil temu, koliko v bistvu doprinesejo predpriprave k samemu filmu. Pa to, koliko tudi doprinese to, da celotna ekipa ali pa velika večina živi za film. Da dela isto stvar. To. Ti pa zdaj tudi režiraš. No, ne vem, mogoče si že prej, ampak zdaj si posnel, režiral ene. Jaz sem videla 2 kratka filma, mogoče si še kakšnega. A ti je tudi to bila neka... Ne, najprej odgovorim, bi se navezal na njih 2. Ja, absolutno. Predvsem, kar sem se naučil s tem projektom, je, koliko pomembno je delo z igralci oziroma pač grajenje in pa biografijo. Mislim, grajenje likov in pa hkrati, koliko so pomembne za samega igralca. Osebno pač mi je biografija Nikota, ki smo jo skupaj napisali oziroma vsak za sebe, pa potem predebatirali, pomembna za eno gradnjo nekega lika. Kar se pa tiče režije, ja, mislim, itak vedno rad poudarim, da mi je Dare bil kot, sam sem zaključil tudi fakulteto za socialno delo oziroma sem diplomiran socialni delavec kot Dare in pač mi je bil vedno inspiracija v smislu tem, da lahko pač najprej nekaj naštudiraš in potem pač greš na magisterij in narediš tak film, kak ga je naredil Dare. Če sem pa zadnji, bi pa zaključil še to, oziroma obudil to znanje, ne da sem se to naučil, ampak obudil to znanje nekega filmskega ustvarjanja, celovečernega filma, kjer pač imaš neko, tako je že Timon rekel, skupino ljudi, ki so srčni do filma in v bistvu pač pol to soustvarjanje nekega procesa oziroma pač končnega izdelka, ki ga vsi delajo z ljubeznijo. In to je nekaj pač, zato sem osebno zaljubljen v film, ker ta dinamika med ljudmi in v bistvu vsi delajo za nek končni produkt, ki je pač lahko, hvala Bogu, v tem primeru uspešen. Ma kdo kakšno vprašanje? Pa še ti povej, mogoče kakšno besedo za konc. Če res noben ne bo nič vprašal, boste pol za šankom? Ali kaj? Mislim, jaz nisem nič načrtoval. Ne vem. Zdaj bi pač, ne glede na to, bi pač pohvalil predvsem igralce. Sicer zdaj to več kot 1 leto potem, ko je bila premiera, ne, ampak ne glede na to, jaz pač mislim, da so fantje in dekleta, ki jih danes sicer ni tu, ne, ampak da so odlično upravili svoje delo, resno pristopili k zadevi in študiozno. Jaz pač mislim sam, da je igralcem treba dati možnost, ne, in bi položil pač vsem to, da gledalec pač se ne presreča z igralcem, ne. In jaz mislim, da je nekak igralec tisti, s katerim se gledalec tudi poistoveti, ne, in zato je pomembno delo na igralcev in tega ne smemo zanemariti. Jaz mislim, da so igralci, da so pripravljeni delati na tem in da so željni delati na tem in da je samo možnost treba jim dati in jih spodbujati k temu in bojo pač to naredili, ne. Seveda moraš pa tudi sam biti, verjetno, kot so vsi rekli, mora biti ta neka energija prisotna celotne ekipe, da gremo to narediti, ne. Gremo to narediti zato, ker imamo radi to, ne zaradi tega, ker bi, ne vem, kaj radi drugega od tega, ne, ampak ker je to fajn, ker je kul. Kar je tudi naloga režiserja, ne nazadnje, ne, da Tako je. zbere tako ekipo in jo zmotivira. Res je. Ok, lepa lekcija za na konc, za vse nas. A bi še kdo karkoli trenutno pripomnil, dodal, vprašal? Ful bolj sramežljivi kot ponavadi. Okay. Mogoče zato, ker ste res veliko povedali. Ok, po moje en aplavz za tele naše današnje goste. Hvala, da ste prišli in delili z nami to pač izkušnjo, znanje in tako naprej. Se vidimo seveda tamle na zakuski, drugače pa vabljeni tudi vsi na naslednji večer DSR,
to bo naslednji bo malo bolj retro. 8. oktobra imamo najprej pogovor o Francetu Štiglicu, potem pa tudi na novo restauriran film Dolina miru. Za novembra, decembra, januarja, februarja in tako naprej boste pa obveščeni sproti, kaj se bo dogajalo in na kakšno temo bojo pogovori. Če še niste, lahko na Facebooku pogledate, lajkate našo stran. Hvala vsem, da ste prišli, vam in se vidimo tamle v preddverju.